Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. Slovensko ljudsko gledališče Celje ta mesec praznuje 75 let ustanovitve. 6. decembra 1950 je Mestni ljudski odbor Celje z odločbo ustanovil poklicno gledališče, tedaj imenovano Mestno gledališče Celje. S tem je mestu odprl vrata v novo obdobje kulturnega razvoja in profesionalizacije gledališkega ustvarjanja. 75 let pozneje je Slovensko ljudsko gledališče Celje osrednja gledališka ustanova v Savinjsko-Šaleški regiji ter pomemben nosilec kulturne identitete mesta. V tem času se je gledališče razvilo v živahno in razvejano institucijo, ki je oblikovala številne generacije ustvarjalcev in gledalcev. V studiu zdaj pozdravljam direktorja in umetniškega vodjo gledališča Miho Goloba. Lepo pozdravljeni. Zdrav. Spoštovani Miha Golob, letos torej SLG Celje praznuje 75-letnico delovanja. Leta 1950 je Mestni ljudski odbor Celje izdal odločbo o ustanovitvi poklicnega mestnega gledališča. 17. marca 1951 so nato uprizorili prvo premiero, in sicer predstavo Mire Puc-Mihelič Operacija. Kaj nam lahko poveste o samih začetkih gledališča? Ja, to, zdaj, kot ste rekla, to je nek pravno-formalni začetek gledališča, ki je, se pravi, profesionalnega. Mene pa zanimalo že v bistvu ves čas, ko sem spremljal tudi to celjsko gledališče, kako to, da ima Celje tako gledališče, že toliko časa, tako veliko, s tako velikim ansamblom. To pa mislim, da je v zgodovini še bolj povezan, še bolj nazaj, in da je povezan v bistvu s to neko borbo Celja za mesto, za mestne pravice, za neko formalno obliko, čisto občo, se pravi, da se imenuje kot mesto. In mislim, da je že od vsega začetka povezano za zgodovino mesta Celja, se pravi že tam od 15. 16. stoletja, ko je nastalo mestno obzidje, in se to vidi tudi v arhitekturi same gledališke stavbe, ki je pripeta na ta dvonadstropni stražni stolp, ki je bil del tega mestnega obzidja 16. stoletja. In ko je izgubil to funkcijo, tam proti koncu 18. stoletja, so potem ta stolp prodali na dražbi in novi lastnik je začel iz tega stolpa dodajati temu stolpu še druge stavbe. In v teh stavbah se je že takrat začel oblikovati gledališko gibanje, ali kako bi rekel, pač so že takrat začeli uprizarjati predstave. In potem je tudi že kmalu takrat v začetku 19. stoletja so stolp tudi preimenovali že v gledališki stolp. Se pravi, da je ta tradicija gledališča v Celju že zelo dolga. In prva predstava v slovenskem jeziku je bila, 1848 ali 1849 v tem stolpu županova Micka. Hotel sem povedati, da je gledališče v nekem mestu, kot je Celje, stvar neke daljše zgodovine, ne samo mogoče tega zadnjega obdobja po drugi vojni. In da je očitno bilo za samo mesto in za meščane in tako naprej Celjane pomembno že mnogo dlje, kot samo v teh zadnjih 75 let. Prva premiera je bila 17. marca 1951, predstava Mire Puc-Mihelič Operacija. Ja, tako, to je nek zapis, ki je pač napisan in zdaj ga pač vsakič je to, s čimer začenjamo to obletnico. Se ravno zato sem hotel to temo še malo razširiti, da je to pač ena v nizu, bi rekel, gledaliških dogodkov, ki je zaznamoval to gledališče. Mogoče zanimivost iz tistega časa, da je ansambel takrat imel zgolj eno članico, se pravi, ena igralka je bila celoten ansambel, danes pa ansambel šteje 21 članov. To mogoče. Kako pa se je potem gledališče razvijalo? Bi lahko našteli nekaj ključnih mejnikov samega razvoja gledališča? Ja, se pravi, neko to zgodovinsko sem hotel urisati. Zdaj po drugi svetovni vojni
je pa verjetno bilo več teh mejnikov. Zdaj jaz nisem nek zgodovinar, pa da bi si upal zdaj prav po teh obdobjih nekako se sprehoditi, ampak zdi se mi, da so ta obdobja v gledališču vedno nekako zaznamovali upravniki, ki so vodili gledališče in umetniški vodja. In to se je pač v 75 letih menjavalo na različne načine, neka ta obdobja so bila krajša, neka daljša. Tako, mislim, da je pač vsak posameznik zaznamoval to svoje obdobje. Ni pa bilo odvisno samo, bi rekel, od teh ljudi, ki so v nekem obdobju vodili gledališče, ampak tudi od nekih družbenih okoliščin, tako znotraj nekih kulturnega dogajanja kot nekega političnega. No, en pomemben mejnik je bilo zagotovo leto 1992, ko so se zgodili prvi dnevi komedije. Postali so izjemno odmeven in prepoznaven gledališki festival. Prihodnje leto bo na sporedu že 33. izdaja. Odkot pravzaprav zamisel za ta festival, kako so se zgodili prvi dnevi komedije? Ja, če sem prej govoril o teh nekih zgodovinskih okoliščinah ali pa v tej neki tradiciji in tako naprej, so seveda vedno ti neki dogodki povezani tudi s posamezniki, ki so v nekem trenutku pač pokazali nek pogum, neko vizijo, neko željo, potem, da so neki premaknili ali pa neki ustvarjali. In zdaj, tako kot anekdota govori, se je ta festival zgodil na kavi leta 92 med igralcem Marjanom Bačkom, med takratnim že upokojnim igralcem, upravnikom Borutom Malujevičem in takratnim umetniškim vodjem Blažom Lukanom. In mi to vaše vprašanje mi daje idejo, da bi mogel enkrat z gospodom Lukanom o tem govoriti, da mi malo bolj natančno razloži, kako je to potekalo. Gre torej za res odmeven festival. V čem vidite glavni doprinos tega festivala? Zakaj je pomemben za slovensko gledališko krajino? Mislim, da so vsi festivali pomembni, gledališki. Mislim, gre vsem za neko srečevanje tudi nas med sabo, gledališčnikov, pa tudi zato, da dobimo mogoče nek vpogled v svoje delo, neko ogledalo, da imamo tudi strokovni posvet okrog tega, kaj smo ustvarjali, kaj smo prizorili. Tako da mislim, da je pač in po tej strokovni plati vedno vsak festival dobrodošel. Eni se ukinjajo, eni nastajajo na novo, pa tudi za publiko je zanimiv. Mislim, da je za Celje izrednega pomena, da je celjska publika zelo se navadila na ta festival. Vstopnice so vedno takoj razprodane. In mislim, da tudi to samo priča o neki pomembnosti festivala za Celje. Kaj pa to, da je pravzaprav to edini festival, ki je namenjen komediji? Ja, to je neke vrste, to neka specifika, po drugi strani ima pa tudi v drugih državah festival komedija. Sem razmišljal, zakaj, tudi mi razmišljamo, zakaj je ravno komedija, ker si seveda ne želimo igrati samo komedije ali pa to kot komedija, ki je namenjena samo neki zabavi in smehu. In mislim, da je mogoče razlog ravno v tem, ker je komedija prav na meji mogoče tega, kar predstavlja komercialo, pa kaj predstavlja recimo to, kar rečemo umetnost. In da mogoče zaradi tega komedija kot žanr za gledališče tudi tako zanimiva, provokativna, pomembna in se tudi krešejo mnenja okrog tega, kakšna komedija še lahko nosi naziv umetniškega dela, če lahko tako rečem, pa kakšna pa ne. Lani je na festivalu slavila grenko sladka komedija Paradiž v režiji italijanskega režiserja Mattea Spiazija. Je v gledališču redna praksa to, da k sodelovanju vabite tudi tuje režiserje? Ja, mislim, da je praksa slovenskih gledališč, da se kar redno vabi v enih obdobjih več, v enih obdobjih manj tuje režiserje. Tukaj v tem konkretnem primeru pri predstavi Paradiž je šlo za neko idejo po neki predstavi, ki je mogoče malo v neki formi malo drugačna od drugih predstav. Gre za predstavo z maskami, kjer igralci ne govorijo, predstava je ves čas podložena z glasbo in v bistvu ni nobene replike, nič ne govori v predstavi. To pa zahteva pač od igralcev tudi neko določeno tehniko, neko določeno drugo znanje, ki so ga sicer navajeni. In za ta namen smo povabili režiserja, ki točno to tehniko obvlada, in to je bil v bistvu namen. Jaz sem si želel, da
se igralci preizkusijo tudi v tej neki tehniki, v kateri je mogoče neka kontrola telesa in časa na odru poteka na drug način, kot so ga sicer vajeni. No. Kaj pa sicer sam umetniški ansambel? Kdo se ga sestavlja? V kakšni kondiciji je? Ja, gre za, Celje ima precej velik, bi rekel, ansambel, gre za 21-članski igralski ansambel, ki na leto ustvari 6 premier, ob tem igra še recimo med 10 in 15 ponovitev iz prejšnjih sezon, skupaj je to nekaj čez 200 predstav, več kot 50 na gostovanjih po Sloveniji. Se pravi, ansambel je kar, bi rekel, zaseden. Pri igralcih govorimo o več vrstah kondicije. Ena je ta kondicija, mogoče da to, kar sem zdaj govoril, ta statistika o tem, koliko predstav odigrajo in tako naprej. Druga je, bi rekel, ta neka ustvarjalna kondicija, da so vsak večer za večerom v nekem naboju umetniškem, ustvarjalnem, da lahko vsakič znova ustvarijo to predstavo, ki smo jo naredili. Mogoče pa še najbolj pomembna pa ta tretja vrsta kondicije, gre pa za neko ustvarjalno kondicijo, kreativno kondicijo, ki jo uporabljajo na vajah, v teh kreativnih procesih, kjer se mogoče je neka vloga igralca ali pa način dela igralca zelo spremenil, a ne, se mi zdi če govorijo o zgodovini, zdaj pa pred 75 let ali pa tudi lahko rečemo v manjšem obdobju, ne, in ker je igralec danes mnogo bolj, bi rekel, vključen v ta ustvarjalni proces, mnogo bolj mora biti tudi odprt za te različne poetike in estetike, ki jih režiserji prinašajo na vaje in se mora znati prilagajati tem različnim potrebam nekih umetniških vizij. Ne. In se mi zdi, da je ta kondicija, to znanje, ta zmožnost ansambla mogoče v tem trenutku najpomembnejša. No. In v teh preteklih letih smo uprizorili veliko različnih predstav z različnimi režiserji, ki so prenašali te različne poetike in estetike v hišo in ravno s tem namenom, no, da bi to kondicijo ustvarjalno ansambla še poglobili, še oplemenitili, no, kako ne rečem. No, letošnjo gledališko sezono ste posvetili Ivanu Cankarju in jo poimenovali Več Cankarja. Vseh 6 premier je torej nastalo oziroma še nastaja po motivih Cankarjevih del. Ja, tako, mogoče ravno v povezavi tudi s tem, kar sem prej govoril, želeli smo izpostaviti naslov je v bistvu Ivan Cankar, umetnik, ne? In želeli smo izpostaviti, ne to dodajam sama, ne? Ta podnaslov, ne? Ker smo hoteli izpostaviti umetnika kot tazga. In Cankar je, mislim, da super primer enega umetnika in enega razmisleka, kaj en umetnik lahko za narod naredi z nekim svojim razmislekom, z nekim svojim pogledom, z nekim svojim razmišljanjem, z neko svojo vizijo. Ne? In v bistvu je v tem sloganu Več Cankarja je v bistvu skrit slogan Več umetnosti. Ker mislim, da družba kot taka pozabljamo, na to vlogo oziroma kaj sploh en razmislek umetnika eni družbi prinaša. Neki sodobni, mislim, da neka sodobna družba ne more brez umetnosti obstajati, brez tega nekega kritičnega pogleda, brez te neke analize. Cankar nosi to breme, da ga v bistvu krivimo za to, kakšni smo, namesto da bi bili veseli, da nam je podal tako diagnozo, na podlagi katere bi lahko marsikaj že spremenili, če bi več teže dal temu, kar umetnik razmišlja in prinaša družbi. No. Tako da je v bistvu ta naša sezona en poziv k temu, k več umetnosti. No, se pravi, in mislim, da je to neka stvar, ki pač dela družbo sodobno. Kako pa ste se odločili, katera Cankarjeva dela boste postavili na oder? Odločili ste se na primer tudi za njegovo pesniško zbirko Erotika. Ja, tako kot pravim, osnova je bil to razmišljanje, kaj vse Cankar kot lik, kot pisatelj, kot umetnik prinašal. In teme, s katerimi se je Cankar ukvarjal, so bile zelo raznorodne in široke. Vedno so ga zanimale seveda te skupine, zapostavljene, manjšine, takšne in drugačne, in je pisal v vseh teh segmentih družbe, ki je bila porinjena
na stran, naj bo to, ali je to bila revščina, ali so bili to bolni, ali so to ženske, živali tudi, ne nazadnje. In na ta način sem se tudi pogovarjal z režiserji, s katerimi smo želeli oblikovati to sezono. Ne. Po večini sem se obrnil na mlajšo generacijo režiserjev, ker me je zanimalo, kaj oni lahko vidijo in kaj vidijo v Cankarju in o tem, kar je pač pisal in razmišljal. In zanimivo je bilo, no, in so v bistvu oni prinašali te teme, raznorodne. In to ni šlo samo za, ali pa sploh ni šlo v bistvu za dramatiko kot tako Cankarjevo, ampak za nek celoten opus, za celotno neke teme, motive, ki jih je naglasil. In tako, vsak je pač, in tako smo pol to sestavljali. No. In med drugim je prišla tudi ideja recimo o erotiki in je to predstava, ki je bolj kabarejskega tipa in o kateri se mogoče dotikamo bolj neke te intime Cankarjeve, o kateri v bistvu zelo malo danes vemo ali pa govorimo. Ali pa, tako. Pa bi lahko rekli, da bo občinstvo ravno preko letošnje gledališke sezone v Celju pravzaprav spoznalo Cankarja na novo ali pa znova? Ja, mislim, da ga spoznava. No? Mislim, da tudi to, kar delamo in tudi kar se po predstavah pogovarjamo in s publiko in tako naprej, imamo občutek, dostikrat slišimo to, škoda, ker nam ni bil Cankar tako predstavljen in tako naprej. Tako da, sem ne bi si upal trditi, da gre za novo branje ali kakorkoli, ampak mogoče samo želimo si seveda, da bi se to zgodilo, mislim, da se dogaja in bolj nam je važen tudi to, da se o teh problemih, ki jih izpostavljamo, pa tako naprej, da se lahko pogovarjamo in da so nam mogoče bliže. In se mi mogoče zdi, da je to nek naš avtor, ki se ukvarja z nekim okoljem, iz katerega prihajamo, da je to tudi za publiko v tem smislu dobrodošlo, da se jim zdijo stvari, o katerih govorimo, bolj njihove, in se jih bolj dotaknejo in mislim, da je s tem tudi naš namen, da smo bliže temu poslanstvu, zakaj se ukvarjamo z gledališčem. Pa se vam zdi, da je slovensko občinstvo željno domačih klasikov? Zdaj, več vprašanj se mi zdi, da se tle postavil, kaj sploh je klasika, pa zakaj je nekaj klasika. In mislim, tle bi dal dva odgovora. Eden je po formi, eno je pa po vsebini. Se pravi, po formi v smislu po neki, če lahko rečem, lepoti umetniškega ustvarjanja, drugo je pa po sami vsebini, ki je lahko, provokativna ali neprovokativna, ki je lahko lucidna, bolj ali manj in tako. In mislim, da je katerokoli občinstvo željno neke umetnosti, ki je klasika, lahko postane klasika. In tako, dam ta primer, da če bo nekdo na ulici igral na violino, Mozarta, se mi zdi, da se bojo ljudje vedno ustavili in ustavljali. In mislim, da umetnost ima to moč in prav klasika, te stvari, ki so v naš DNK zapisane ali pa in ostale, da ljudje te stvari radi poslušajo, sprejemajo, ker se jih dotikajo, ker je to del njih. Tako da absolutno sem prepričan v to, da je odgovor ja. Spoštovani Miha Golob, če se še malce vrneva k sami obletnici, torej 75-letnici gledališča, gre za res lepo obletnico in priložnost za pogled nazaj. Česa pa si za gledališče želite v prihodnosti? Kje vidite priložnost za izboljšave? Mislim, da mora gledališče slediti nekemu razvoju. In če so začele prej zgodovino, in tako se mi zdi, da tudi, ko sem prebiral recimo to zgodovino gledališča, tudi v smislu, kako se je hiša spreminjala in tako, se mi zdi, da se zelo lepo vidi, kako se je čas odražal in kako se odraža na neki zgodovini neke gledališke hiše. Tako v nekem smislu arhitekture, pa prostorske ureditve, kot tudi znotraj samega programa. In mislim, da je predvsem naloga nas vse skupaj, da vzpostavimo take pogoje, da se gledališče lahko spreminja in da lahko sledi tem smernicam. In zdaj eno je v tehnološkem smislu, gledališče je zelo veliko, na gledališče in na gledališke predstave zelo veliko vpliva, bi rekel, tudi nek tehnološki razvoj, tako v smislu neke lučne tehnike ali računalnikov, programov za luč in ton in tako naprej, video. In mislim, da v tem smislu bi bilo potrebno omogočiti, da se ta razvoj, da lahko sledimo temu razvoju, ki je vedno hitrejši, pa tudi sicer ali je to v sami zakonodaji, ali so to v samih drugih
zunanjih pristopih, ki morajo po mojem slediti času. Se ne smemo bati tega, da te stvari spreminjamo v duhu tega. Kot družba se mi pa zdi, da bi nujno mogli vsi skupaj umetnost drugače tretirati. Mislim, da to, kako pada ves čas po umetnosti in po umetnikih, da to ne prinaša nič dobrega, da sicer seveda kritika je dobrodošla, je potrebna in tako naprej, ampak mislim, da bi vsem skupaj bilo boljše in lažje, če bi pač umetnost podpirali s tem, da hodimo na predstave, s tem, da sponzoriramo umetnost, s tem, da sledimo temu, kar umetnost pripoveduje. Omenjeno obletnico pa ste pred kratkim zaznamovali tudi z odprtjem instalacije Tomaža Milača in razstave Daliborja Borija Zupančiča. Če lahko poveste malce več o tem. Povezano v povezavi s to sezono, tudi Celje je eno tako mesto, se mi zdi, ki živi za umetnost in tudi za gledališče. Mislim, da tudi mi, ki delamo v Celju in se ukvarjamo z gledališčem, čutimo, kako mesto zanima, kaj počnemo in se navdušujejo ali ne s tem, kar delamo, in je važen ta feedback. In tudi, ko hodim po Celju, se mi zdi, da je v Celju veliko nekih stvari posvečenih umetnosti, ali gre za kakšne poslikave na stenah, ali gre za kakšne kipe, ali razstave in tako dalje. In ravno v tem smislu se mi je zdelo, da je tudi gledališče dolžno nagovarjati mesto, sodelovati z mestom in mestu pokazati, kaj vse umetnost lahko je. In v sodelovanju s temi celjskimi umetniki smo se že dalj časa pogovarjali, kako bi lahko sodelovali, kako bi lahko našo hišo oplemenitili tudi z drugimi zvrstmi umetnosti, ki ne nazadnje tudi gledališče, posebno ravno v tem, da je nek super prostor, kjer se te razne različne umetnosti lahko stikajo. In v tem nekem dialogu z umetniki v Celju je prišlo do teh sodelovanj, do teh inštalacij. Želimo si, da bi mogoče bilo tega še več in da tudi na ta način opozarjamo na to, da obstajamo in ustvarjamo v tem mestu. Spoštovani Miha Golob, lepa hvala za obisk v studiu in za prijeten pogovor ob praznovanju 75. obletnice Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Hvala tudi vam. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bila oddaja Oder. Pripravila in uredila sem jo Ana Rozman, za tonsko podobo je poskrbel Franci Moder. Hvala za vašo pozornost, prijeten dan še naprej.